Spoštovani udeleženci simpozija, lepo pozdravljeni. Organizatorjem se lepo zahvaljujem za vabilo na ta simpozij. Torej, izhodišče mojih raziskav je bila pozno srednjeveška poslikava v cerkvi svetega Jurija na Ptuju. Naslikana je bila v zahodnem podaljšku južne stranske ladje, ki je bil zgrajen leta 1415 in je imel prvotno značaj samostojne kapele. Podaljšek obsega 3 obočne pole in je na tlorisu označen z rdečo. Poslikava, ki zavzema celotno severno steno ene od pol, je bila odkrita med restavratorskimi deli v zgodnjih 80. letih 20. stoletja. Ohranjeni so samo fragmenti, saj so osrednji del uničili z vgradnjo nagrobnika v zgodnjem 17. stoletju. Janez Höfler je v poslikavi objavil 2 prispevka in v njih identificiral motiv živega križa. Poslikavo je datiral v 70. leta 15. stoletja in jo pripisal nekemu neznanemu slikarju, ki je deloval na Štajerskem. Fragmentarno ohranjena ptujska stenska slika v desetletjih po odkritju ni bila več obravnavana. V pričujočem referatu bi želela predstaviti motiv živega križa v kontekstu drugih štajerskih in srednjeevropskih likovnih del z isto tematiko. Opozoriti bi želela tudi na možne povezave s srednjeveško judovsko skupnostjo na Ptuju in na povezave z upodobitvijo 3 redov sveta, ki je bila naslikana na nasprotni steni nad vhodom v kapelo. Prispevek odpira tudi vprašanje, kdo so bili idejni snovalci teh 2 kompleksnih ikonografskih motivov, medtem ko naročniki zaenkrat ostajajo neznani, saj grbov zakoncev ob upodobitvi še ni bilo mogoče identificirati. Odpira se tudi vprašanje kapele, ki je bila, torej vprašanje posvetitve kapele, ki je bila po mnenju večine piscev posvečena sveti Katarini, vendar menim, da je bila prvotno namenjena bratovščini svetega Rešnjega telesa, ki se na Ptuju prvič omenja leta 1417, samo 2 leti po dokončanju kapele. Zaradi vgraditve nagrobnika sta boljše ohranjena samo stranska dela upodobitve, Marija ob drevesu življenja in Eva ob drevesu spoznanja. Marija je prikazana kot zavetnica s plaščem, Eva pa predaja mrtvaško ljubanjo skupini, v kateri bi smeli prepoznati Jude. Napisi so fragmentarni, vendar lahko brez dvoma ugotovimo, da se napis desno od Marije nanaša na eklezijo, napis levo od Eve pa na sinagogo. Marija in Eva sta Janezu Höflerju zadostovali, da je identificiral motiv živega križa, saj je upodobitev dobro poznal iz dela Tomaža Artule v cerkvi svetega Andreja v Vratih oziroma Trlu na Koroškem. Freska Tomaža Beljaškega je ena od najbolj znanih in najpogosteje obravnavanih upodobitev živega križa, tudi zaradi dobre ohranjenosti. V evropski umetnosti je doslej znanih približno 40 upodobitev tega motiva v slikarstvu in kiparstvu. Gre za eno od pozno srednjeveških alegorij križa, ki je za razliko od večine drugih vsebinsko preprosta in razumljiva tudi neizobraženim. Pri podobah živega, delujočega ali aktivnega križa iz krakov križa izhajajo roke. Zgornja odklepa vrata nebeškega Jeruzalema, spodnja razbija vrata predpekla, desna blagoslavlja ali krona personifikacijo krščanstva, leva pa z mečem prebada personifikacijo judovstva. Podobe so vernikom alegorično razlagale pomen Jezusove smrti na križu, konec stare zaveze in začetek krščanske cerkve in so bile v evropski umetnosti prisotne od zgodnjega 15. stoletja do sredine 17. stoletja. Z dejanjem leve roke je izražena izrazito agresivna protijudovska gesta, kar je v Trlu še poudarjeno z repom kače, ki je zapičen v Evine prsi. Tomaž Beljaški je fresko naslikal v 70. ali 80. letih 15. stoletja, ko je bil motiv že dobro uveljavljen, kar sklepamo po 3 dodanih antitezah. To so antiteze med eklezijo in sinagogo,
Marijo in Evo ter drevesom življenja in drevesom spoznanja. Na starejših upodobitvah, kot je freska na slavoločni steni v cerkvi svetega Frančiška v Ponikih na Slovaškem, je ob živem križu upodobljena samo antiteza med eklezijo in sinagogo, dodana pa je figura papeža. Eklezija stoji na tetramorfu, to je živali, ki ima noge simbolov evangelistov, Eva stoji na oslu, ki ima že odsekano glavo. Na tem zgodnjem primeru lahko v zgornjem pasu stene vidimo tudi motiv, ki je bil pogosto upodobljen v bližini živega križa. To je motiv posredništva, oziroma v tem primeru dvojnega posredništva, pri katerem Marija kaže sinu golo dojko, Jezus pa opominja Boga Očeta na svoje rane. Eklezijo lahko nadomesti tudi duhovnik med mašno daritvijo, kakor na primer na reliefu na enem od portalov cerkve svetega Martina v Landshutu. Desna roka križa v tem primeru blagoslavlja duhovnika. Mašna daritev oziroma molitev pri oltarju sta upodobljeni tudi ob freski na oltarni steni v kapeli svetega križa v Mondoviju v Piemontu. Antonio da Monteregale jo je naslikal pred letom 1482, torej pred kanonizacijo svetega Bonaventure, ki je upodobljen na desni strani brez svetniškega sija. Na levi je maša papeža Gregorja Velikega. Nerazrešeno ostaja vprašanje, kje se je motiv živega križa razvil oziroma prvič pojavil in kako se je prenašal po Evropi. Ena od možnosti je prenos s pomočjo grafike, ki omogoča multipliciranje in je preprosta za prenašanje. Vendar je znana samo ena grafika z motivom živega križa, edini izvod tega lesoreza pa je ohranjen v mestnem muzeju v Paviji. Po narečju nemških napisov na napisnih trakovih je lesorez nastal v bavarskem ali avstrijskem prostoru. Na lesorezu so že vse tri znane antiteze, eklezija in sinagoga, drevo življenja in drevo spoznanja ter Marija Zavetnica s procesijskim križem in Eva z lobanjo. Pomembna je tudi upodobitev na iniciali v gradualu iz münchenskega samostana Claris, saj je ena redkih, ki je zanesljivo datirana. Zaradi majhnosti so napisni trakovi ostali prazni, vseeno pa lahko vidimo, kako pomembni so bili napisi na upodobitvah živega križa, vedno je šlo za kombinacijo teksta in podobe. Na historičnem Štajerskem je verjetno najstarejša upodobitev v nekdanjem prezbiteriju cerkve svetega Andreja v Angerju pri Vajcu, čeprav so datacije zaradi slabe ohranjenosti precej problematične. Naslikana je na severno steno nekdanjega prezbiterija v neposredni bližini zakramentalne niše. Ohranjeni sta sinagoga, ki jezdi na oslu, in gola Eva, ki skupini Judov predaja mrtvaško lobanjo. Marija in eklezija sta skoraj povsem uničeni, enako velja tudi za napise na trakovih. Na vrhu prizora je upodobljen Bog Oče, pri čemer je na nasprotni južni steni nekdanjega prezbiterija prikazano križanje, nad oltarjem pa je upodobljen Kristus, ki Očeta spominja na svoje rane. V drugi polovici 15. stoletja je verjetno nastala tudi freska na pročelju prezbiterija podružnične cerkve svetega Andreja v Vilsu. Freska je uničena, ker so cerkev podrli v času cesarja Jožefa II. Vendar jo poznamo po lesorezu, ki je bil leta 1600 objavljen v knjigi Johannesa Wolfa. Protestanta Wolfa je upodobitev navdušila, ker je njeno vsebino napačno razumel kot kritiko katoliške cerkve. Ni nujno, da je lesorezec natančno kopiral fresko, vendar opazimo nekaj razlik v primerjavi z drugimi slikami. Marija ni upodobljena kot zavetnica, pač pa so papež, škofje in drugi prikazani izven plašča, v skupini ob Evi pa ni mogoče prepoznati Judov in na vrhu tudi manjka figura Boga Očeta. Na Štajerskem se je motiv pojavljal še stoletje pozneje. V cerkvi svetega Lovrenca je zelo preprosta stenska slika, ki meji na ljudsko slikarstvo.
Eklezija in sinagoga sta skoraj povsem uničeni, prepoznavni pa sta Marija in Eva. Najmlajša znana upodobitev tega motiva na Štajerskem je oljna slika v samostanu St. Klambrecht, ki je bila naslikana šele v zgodnjem 17. stoletju. Na tej sliki je Marija Zavetnica prikazana s škofovsko mitro na glavi, ob Evinih nogah pa ne prepoznamo Judov, pač pa v zgodnjem 17. stoletju aktualne protestante. Na podlagi prikazanih primerjav si je verjetno lažje predstavljati prvotni videz stenske slike na Ptuju. Kjer je sedaj vzidan nagrobnik, so bili naslikani živi križ, eklezija, ki je jezdila na tetramorfu, in sinagoga na oslu. V spodnjem delu so bili prizori mučeništev, od katerih je najboljše ohranjeno mučeništvo svetega Lovrenca. Na vrhu so še vidni obrisi figure Boga Očeta, medtem ko je nebeški Jeruzalem izgubljen. Nastanka slike ni bilo mogoče povezati z izgonom Judov iz Ptuja, saj je bila srednjeveška judovska skupnost uničena in razseljena že v pogromu leta 1404, ki se je iz Salzburga razširil na salzburški mesti Breže na Koroškem in Ptuj. Po letu 1404 se Judje na Ptuju redko omenjajo, med pogromom in letom 1427 pa so sinagogo spremenili v cerkev vseh svetnikov in judovsko ulico v ulico vseh svetnikov. Tudi drugih ohranjenih upodobitev živega križa doslej ni bilo mogoče neposredno povezati z izgonom Judov ali pogromi, medtem ko so tiste na Slovaškem povezali z bojem proti husitom, ki so jih tako kot Jude obtoževali za rod proti cerkvi in skrunitev najsvetejšega. Je pa na ptujski upodobitvi motiv, za katerega menim, da ga je mogoče dokaj prepričljivo povezati s tedanjim ptujskim župnikom Tomažem Meurlom, ki bi lahko bil idejni avtor kompleksne ikonografije prizora. Na Ptuju lahko namreč vidimo, da se po drevesu življenja k Marijinim nogam spušča poudarjeno naslikana zelena kača, v čemer lahko prepoznamo motiv Marije zmagovalke nad kačo, ki je bil eden od srednjeveških tipov za upodobitev Marijinega brezmadežnega spočetja. Še bolj poudarjen je ta motiv v tako imenovanem burgundskem misalu, kjer se k Marijinim nogam spušča kača z ženskim telesom in glavo. Ob drevesu kličita cesar Friderik III. In burgundski vojvoda Maksimilijan, vendar je burgundski misal nastal precej po Friderikovi smrti po naročilu njegove vnukinje nadvojvodinje Margarete. Na isti in sosednji strani v misalu so upodobljeni teologi, ki so podpirali nauk v Marijinem brezmadežnem spočetju, med njimi papež Sixt IV., ki se je posebej zavzemal za slovesno praznovanje praznika. Prav v poznavanju nauka o brezmadežnem spočetju pa lahko prepoznamo vlogo ptujskega župnika Meurla. Tomaž Meurl je bil namreč papeški penitenciarij in protonotar in je živel v Rimu prav v času papeža Sixta IV. Meurl se kot ptujski župnik omenja med letoma 1489 in 1494, bil je doktor cerkvenega prava, ob ptujski župniji pa je bil še beneficiat bratovščine Svete Trojice v cerkvi svetega Antona v Novem mestu in prošt v Podkrnusu na Koroškem. Meurl bi lahko sodeloval pri idejnem konceptu upodobitve živega križa in slikarju svetoval pri motivu Marije zmagovalke nad kačo, ki je edinstven v srednjeveški umetnosti na Slovenskem. Kakor je bilo že omenjeno, pa sta sredstva verjetno prispevala zakonca, katerih grba sta naslikana ob upodobitvi, vendar še nista identificirana. Ob koncu še nekaj besed o hipotezi, da je bila kapela v zahodnem podaljšku južne stranske ladje Ptujske cerkve namenjena bratovščini svetega rešnega telesa. Eden od argumentov so miniature v salzburškem misalu, dragocenem rokopisu v 5 zvezkih, ki je nastajal v času salzburških nadškofov Bernarda Rorskega
Janeza Bekenšlagerja in Friderika Schaumburškega. Maša za praznik svetega rešnjega telesa je ilustrirana z miniaturami regensburškega slikarja Bertolda Furtmayerja, ki so nastale v času nadškofa Bekenšlagerja. Grba Salzburga in pa škofa Bekenšlagerja lahko vidimo nad znamenito upodobitvijo drevesa življenja in smrti, ki je verjetno največkrat reproducirana slika iz tega rokopisa. Gre za iluminacijo, ki uvaja Mašo. Furtmayerjeva slika in ptujska stenska slika sta primerljivi zaradi antitetičnega para Marije in Eve ob drevesu, na katerem na eni strani rastejo hostije in procesijski križ, na drugi pa mrtvaške lobanje. Primerjamo lahko tudi ženski akt z nežnimi potezami obraza in do bokov segajočimi lasmi. Primerljive pa so tudi geste in drža, čeprav sta pri ptujski Evi z motivom prekrižanih nog še poudarjeni nečistost in grešnost. Ko je vernik stopil v ptujsko kapelo, je torej pred seboj zagledal upodobitev živega križa z vsemi posledicami Jezusove žrtve, podobno kot jih vidimo na uvodni ilustraciji Maše za praznik svetega rešnjega telesa v Salzburškem misalu. Ko pa je zapuščal kapelo, si je nad vrati lahko ogledal še upodobitev treh redov sveta, ki je imela podobno kot živi križ izrazito didaktični značaj, saj je vernikom nazorno prikazovala družbeno delitev in hierarhijo. Skrajno levo so tisti, ki delajo, v ptujskem primeru kmetje pri sečnji lesa. Na sredini so tisti, ki se bojujejo, prikazani s kompaktno skupino vojščakov. Na desni so tisti, ki molijo. Na vrhu je Kristus, ki se obrača k duhovnikom in hkrati kaže svoje rane očetu, ki je prikazan na nasprotni steni. Tudi tukaj lahko torej vidimo motiv posredništva. Slika treh redov sveta se razlikuje od drugih upodobitev istega motiva, saj je na Ptuju poudarjena povezava med prvim in drugim redom. Vidimo lahko namreč, da bo vodja vojščakov, označen z mečem in plaščem, pravkar prejel hostijo iz rok duhovnika, ki kleči pred oltarjem. Slika treh redov sveta je kompozicijsko pravzaprav precej podobna zaključni sliki za praznik, torej Maše za praznik svetega rešnjega telesa v Salzburškem misalu. Na tej sliki kleči Melkizedek pred oltarjem in ponuja kruh in vino Abrahamu, ki ga spremlja kompaktna skupina težko oboroženih vojakov. Da zaključim. V nekdanji kapeli v zahodnem delu Ptujske cerkve sta bila naslikana dva razmeroma redka motiva v srednjeveškem slikarstvu. Živi križ in trije redovi sveta. V upodobitvi sta bili povezani tudi z motivom Kristusovega kazanja ran, ki se je v kapeli še enkrat ponovil na tako imenovanem Lajbovem oltarju, ki je bil naslikan okrog leta 1460 in ga vidimo levo spodaj. Da je bila kapela prvotno namenjena bratovščini svetega rešnjega telesa, je verjetno tudi zaradi napisa na konsoli: Naj bo naša sladka vsesplošna pijača in hrana. Številna vprašanja ostajajo odprta za nadaljnje raziskave, nedvomno pa smemo zaključiti, da oba kompleksna ikonografska motiva odražata intelektualno moč Ptuja ob koncu 15. stoletja. Najlepša hvala.